Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer je pred nami tretja tekma 18. kroga prve lige Telemach, zadnjega kroga v tem koledarskem letu. Radomlje Primorje, tekma, ki je pred nami, istočasno se bo seveda tudi v Ljudskem vrtu začel obračun med Mariborom in Nafto. Vsaka tekma v slovenskem prvenstvu je izjemno pomembna, tudi tale je. Tako Radomljani kot Ajdovci želijo seveda točke, s katerimi bi se še nekoliko bolj oddaljili od mest. Zavnik pripravljen za izvedbo udarca iz kota. Zavnik na Dobnikarja, tole je priložnost nov kot uigrana akcija, bom dejal, utekanje Dobnikarja na oddaljeno vratnico in zelo natančna podaja Zavnika. Ligaškemu prvencu je bil zdaj 27-letni Dobnikar, tudi z druge strani Zavnik v kazenski prostor odbijajo domači, potem pa spet Dobnikar in brani Velič. Dobnikar z kakšnih 18 metrov, še enkrat v skoku Petek, zdaj pa Mjatič mimo žoge in Zavnik takoj z lepo podajo za Smajlagiča. Smajlagič ima pred seboj Ljutiča, Smajlagič, lepo Smajlagič, pa Zavnik, Zavnik strelja in spet brani Velič. Tudi tole je šlo po sredini vrat. Zdaj pa Mlinari na drugi strani, Mozes do Malenška. Malenšek še vedno. Štorman, Davidovič, pa Mamič. Mamič pred gol in 1-0, Rok Štorman. Rok Štorman, 26. minuta, po podaji Mamiča so Radomljani pravzaprav izkoristili svojo prvo pravo priložnost in premaganje Gašper Tratnik. Dobro je tu žoga tekla od noge do noge. Videli bomo še enkrat, nekako je na levi strani vse skupaj začel Malenšek. V Ljudskem vrtu med Mariborom in Nafto, tam vijoličasti vodijo z golom Božiča za 1-0. Tule pa Malenšek, krasen poizkus Mateja Malenška, toda žoga za las mimo desne vratnice, tako da izid ostaja 1-0. Polna premoč Ajdovcev, Bešir. In odlično ga je ustavil Malenšek. Malenšek proti Guzini sicer, toda Tratnik je šel dobro iz vrat. Zdaj pa priložnost morda za Guliča. Gulič strelja in ponovno zelo zanesljivo Emil Velič. Klemenčič. Zavnik v kazenski prostor, Zavnik pred vrata, priložnost za Primorje, Smajlagič strelja in Velič ponovno. Velika priložnost zdaj za Semirja Smajlagiča po podaji Zavnika, ampak ne da se Emil Velič. Išče prostor za predložek, ni ga našel, ampak potem vendarle do predložka gostje. Zdaj Suljanovič celo sugerira igro z roko. Preveč osamljen med številnimi nogometaši Primorja, tole že poizkuša Suljanovič po desni strani za Primorje. Suljanovič pa Elijas. Petek. Zavnik. Zavnik strelja, Velič brani ponovno. Pa Malenšek, uspel je razčistiti Matej Malenšek, veliko dela za Veliča, ki se Klemenčič, Bešir, spet Klemenčič, nov predložek, tam se bori zdaj Ignjatovič, Malenšek samo do Elijasa, Zavnik. Spet Velič, krasna obramba. Krasna obramba Veliča, sprožil je. Kovec ni uspel zadržati žoge, tu je že Suljanovič. Edvin Suljanovič, nov napad za Primorje. Suljanovič 1-1. Vendarle je klonila domača obramba, strelec pa rezervist Edvin Suljanovič.
82. minuta, 22-letni Suljanović s svojim prvim golom v sezoni pelje Ajdovce do izenačenja. Suljanović malce premočno, ampak zadržali so Ajdovci žogo v igri. Tu je nov predložek, Korun je odbil, toda takoj nov poizkus. Babin oddaleč, Domagoj Babin za las mimo leve vratnice. Tule je Velič. Matic Zavnik, zadnja tekma v prvem delu sezone 1-1. Glede na videno, ste s točko tukaj v Domžalah proti Radomljam zadovoljni ali bi bilo glede na videno danes bi bilo bolje oziroma bi bilo bolj pošteno, da bi bile 3 točke? Ne vem, če bolj pošteno, ampak glede na to, kako se je tekma razpletla, sploh na koncu s tistim kartonom, mislim, da bi lahko prišli do teh 3 točk. Je pa res, da vseeno točka dosti boljš kot poraz, sploh v tej zadnji tekmi. Kakšno je bilo navodilo po prvem polčasu, ko ste bili boljši, ko ste več napadali, pa ste potem kljub temu zaostajali? Kakšno navodilo je dal trener pred začetkom drugega polčasa? Ja, dal je, da moramo biti bolj čvrsti, sploh v obrambi pobrati več teh drugih žog, kar nam je na koncu tudi uspelo. In pa bolj skoncentrirani v napadu v teh zadnjih žogah in v zaključku. Na koncu nam je sicer malo zmanjkalo za te 3 točke, ampak ja, okej. Še ene čestitke prenašamo k vam, in sicer ste najboljši asistent prvega dela letošnje sezone. Prav tako imate v Primorju tudi najboljšega strelca, ki si deli mesto s še 2. Da bi vam to ponudili pred začetkom sezone, bi verjetno z obima rokama zgrabili, mar ne? Ja, sigurno je lepo biti na vrhu nekih statističnih podatkih. Je pa res, da ni to vse, kar se gleda v igri. Tako da probamo sam garati na treningih in to se pokaže pol tudi na tekmah s takimi podatki. Zadnji 2 tekmi sta bili precej zimski, kar zadeva temperatur. Odhajate sedaj na toplo? Nikamor na toplo, tudi imam rad zimo, tako da ni problema, pa tudi to ni bilo neke zimske razmere. Mislim, da smo igrali že dosti hujših. Matic, hvala in srečno. Hvala vam. Rok Štorman, takole zadnja tekma v prvem delu sezone. Vem, da ste odigrali 3 tekme v zadnjih 8 dneh. Koliko se to dejansko poznalo na današnji tekmi? Ja, zdaj malo se ziher poznalo, ampak to je nogomet, to je normalno. Treba biti pripravljeni na 5 ritem in to je to. Čestitke za zadetek. V prvem polčasu so imeli nasprotniki več priložnosti. So morda za otenek več napadali, ampak zadeli ste vi. Kako ste videli celotno srečanje? Ja, prvo hvala za čestitke. Tako bom rekel, ta rdeč karton nas je malo presenetil, bil je glih ob nepravem času. Prvi polčas bi lahko te svoje priložnosti malo bolj izkoristili in bi mogoče že z večjo prednostjo šli na odmor. Sedaj, kot rečeno, konec prvega dela sezone, 19 točk imate. Se mi zdi, da bistveno je, da imate pred 8. mestom kar 9 točk prednosti. Sicer nekoliko slabši niz rezultatov v zadnjem delu, ampak verjetno ste vi kot igralec zadovoljni z izplenom. Ja, zadovoljni smo tudi tako, ampak lahko je bilo boljše. Važno, da imamo neko malo prednosti, ampak tudi to se lahko hitro nasprotniki priključijo in nas dohitijo. Treba biti v drugem delu z glavo pri stvari in izkoriščati vsako priložnost. Rok, hvala in srečno. Hvala. Milan Đeljković, po zadnji tekmi prvega dela sezone bi lahko rekli, da ste taktično uspeli nekako se parirati nasprotniku, glede na to, da ste prvi polčas zaostajali, pa na to nekako izkoristili igralcev več v drugem polčasu. Ja, malo smo zamenjali taktiko, postavitev na terenu, dali smo levičare na desno stran, desničare na levo, s tem smo dobili širino in mislim, da nam je uspelo. Na koncu lahko rečemo, da je remi pravičen, čeprav mislim, da smo si mogoče malo več zaslužili. Sploh v prvem polčasu, ko ste pritiskali, ste imeli več strelov na vrata kot nasprotnik, pa zaostajali.
Kako je bilo v garderobi? So bili fantje kaj nervozni oziroma so se morda bali, da bi se tekma lahko razvila v drugo smer? Nismo se bali, malo smo pa že nervozno stopili v tekmo in to se nam je poznalo. Te malenkosti, skozi ponavljam, da so te malenkosti zelo pomembne, ali si ti not ali nisi. Vidi se pri avtu, pri kakšni žogi taki nepomembni, ali je igralec not ali ni v tekmi sami. In mislim, da nam je to malo, smo rabili malo cajta, da prijemo sebi. Drug polčas pa smo se v garderobi malo pogovorili in mislim, da smo tudi z neko drugo energijo šli ven. Če pogledava prvo polovico sezone, je Primorje prav gotovo eno zelo lepo presenečenje, glede na to, da ste novinec v prvi ligi, zbrali ste 24 točk, vas kot trenera verjetno ta rezultatski izplen radosti. Smo zadovoljni, ampak ne bomo se ustavili. Gremo že danes, že nekaj cajta razmišljamo za naprej. Velikrat sem to ponovil, konec maja se ta lestvica gleda, zdaj a si ti na tem ali na uno mesto. Normalno, da je čim više, boljše je, ampak fokusirani smo že na drugi del prvenstva. Mile, hvala in srečno v drugem delu sezone. Hvala tudi vam. Darjan Slavic, lahko rečemo iskrene čestitke za točko ali bi si po vašem mnenju danes zaslužili 3? Težko vprašanje. Po eni strani smo si želeli zmagati, po drugi mogoče tam potem tisto ključno rdeči karton, drugače smo razmišljali, kako 2-3 minute prej, lih smo pripravljali menjavo, lih nad Miho, tako da malo ponesrečena situacija. Potem pa normalno, želiš točko zadržati, ampak gledano na celotno tekmo si tudi Primorje zaslužilo točko. Omenili ste rdeči karton vašega igralca, relativno mlad igralec, kako trener reagira oziroma kakšne nasvete dati takšnemu igralcu, ko je vendarle velik del krivde na njegovi strani, da se je tekma razpletla kot se je? Pa dobro, to je situacija, pač ena izgubljena žoga, mislim, da je Miha želel posredovati čisto normalno, malo je bil prepozen. Te stvari se dogajajo, ni za nobene panike, škoda je le, da bi bilo lažje. Mogoče res imel si vodstvo, preživeli smo tistih 20 minut, ki so res Primorje pritisnile in bi potem z menjavami dobili tisto dodatno energijo in bilo lažje, ampak gremo naprej. Darjan Slavic, sedaj je konec prvega dela sezona, 18 tekem je za nami, ste sicer na 8. mestu, ampak tista razlika do 9. mesta, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi, je relativno velika, 9 točk. Kako ste vi zadovoljni s prvim delom prvenstva? Dobro, zdaj glede točk prednost je, ampak še zdaleč ni končana zgodba. Tako kot smo mi imeli neko serijo, lahko naredijo tudi Nafta in Domžale, tako da res se moramo dobro pripraviti za spomladi. Drugače pa mislim, da je bil to cilj, da ne bomo na teh mestih. Cilj je izpolnjen v tem prvem delu. Zdaj pa sledijo nadgradnje in normalno želimo si biti čim više. Darjan Slavic, hvala in srečno. Najlepše hvala tudi vam. Hvala ti.